Čakaj, daj mi povej, Ja. se pravi, kje si ti, Kamila sem se v bistvu na hitro videla, samo na tem malih bojevnikih. Tako je. Kje si se ti z Dejanom spoznal? Pa jaz pa danes sva bila soseda prvih 14 let mojega življenja. Soseda sta bila? Ja, v sosedem blok, a ne. Aha. Ja, in pol on je bil, ja, v Novem mestu, tam na Grmu, pa ta Vorkapič, veš, ta reper, on je isto sosed njegov, ne, je moja paralelka. Tako smo se tam družili, itek si videl Dejča 5 let, on je kjerletnik, kaj je že, 5 let je starejši od mene, on je 81 mesec. Ja. Tako da, po se pa nismo videli, ker smo se mi preselili na drugo stran mesta in kaj sem bil, 28 let star, plačujem parkirnino, pri APT-ju. In zraven pride on, neki v svoj avto. In jaz sem, dej, živijo, kaj ti? In sva si povedala, kaj zdaj delava, me je povabil zraven, in je rekel, no vem, se mi zdiš fajn, dejva se dobiti, če bi bil naš mentor. In pa so se dobila in so se takoj poštekala in pa me je vzel zraven in sem šel na te gozdovnike, pa ker so se vsi mentori dobili pa tu. In pa v bistvu me enkrat vzel v sabo, če ne veš, vprašaj. In mi je bilo tam the best, sem gotovo, kaj bi rad delal v življenju, prispeval najstnikom. Prej imam končano ekonomijo, bolničar negovalec je pač svoja zgodba, oči je bil prej... Ti tudi? Ja. Dejče tudi, da ni bil bolničar? Ja, ne, Dejče pa višji. No, povejte, kdo je Dejče, ne? Dejan Sotirov, Ja, Dejan Sotirov, mavrični bojevniki, ja. Tako, no, on ima višjo medicinsko končano dol kje že, v Izoli, mislim, po pa me je vzel v sabo, pa mi je dal možnost, da sem vodja organizacije taborov, tako da sem vodil tabore za organizacijo taborov za mavrične bojevnike. Tako da sem rolal, mislim, da je bilo nekje 60 ljudi naenkrat na taboru, ne, nekih 30 do 40 malih, pa še skoraj enkrat tukaj mentorjev, kuhne, vse to pač. In po 2 tednih zapored tega, 4 mesece nisem mogel umiriti možganov, to je bil sam, nisem mogel poslušati, prej sem poslušal James Morrisona, pa mi je šel na živce, model je prepočasen. A si ti tudi malo ADHD? Po moje danes bi bil, ja, označen. Nisem tipičen, jaz lahko tudi zaspim, če treba kjerkoli, ampak nisem tako navit, kakor Dejan, niti slučajno. Ampak po moje danes... Vse to so stopnje, stopnje ADHD-ja. Sam sem bil pa ki se je vedno v razredu obračal, veš, ker mu je bilo dolg čas, pa si se obračal, pa starši so rekli vse, vedno so slišali na govorilnih, vse je super, razen obrača se, klepetarjeta, ne. Ja, če mi je dolg čas, ne več, ko je. To nam je pa kar znano, ja. Tako da pa, če ne veš, vprašaj, je bilo pa enkrat situacija, da bi Dejan mogel iti izvajati, pa ni mogel. Pa je meni rekel, daj pej ti, ker vem, da ti je bilo takrat dober. In valjda zmeram prišel ta precep, pa sem ali nisem, ali lahko jaz tu ne morem, nikoli še nisem vodil, bom sploh lahko. In pa sem zagrabil, ne, in sem šel. In to je to, no. Ekonomski v Novem mestu, to je bilo zdaj, mislim, da 6 let nazaj, 5 let nazaj. In do danes smo naredili za več kot 9600 najstnikov, včeraj smo prebili 9600, ja. Čestitam. Delavnic. Nisem vse sam, tle še Dejč, ki je prej vodil, pa niso štete te delavnice, ki jih on dela po taborih. To so zgolj te, ki jih mi po šolah. Jaz imam še eno ekipo. Ja, stopnja zadovoljstva je pa 98%. No, da gremo pol, kaj zdaj, če ne veš, vprašaj, kaj je to? Če ne veš, vprašaj, je delavnica za mlade, v bistvu, jaz si rečem prva linija obrambe. Zaradi tega, ker ti priješ v razred in kako jo mi vodimo je, da se otrokom predstavimo čez 3 plati življenja, šolanje, kariera, hobi, ljubezen, tako da oni vejo, kdo je oseba pred njimi, da se sploh upajo odpreti, ne? Ker jaz prihajam iz tega, da vedno je bilo tam veš, polbog, odrasli so bili vedno neki polbogovi. Nikoli nisi vedel. Če njih danes vprašaš otroke, koliko od vas pozna življenjske zgodbe profesorjev, noben. Koliko od vas pozna življenjske zgodbe svojih staršev, preden ste se rodili? 40 do 50%. Kar žalostno, ne? Da živiš z enimi ljudmi, sploh ne veš, kaj se dalo v življenju čez. In pa se čudimo, da ni spoštovanja, se ne slišimo in tako naprej. The best, dobra ideja. Ja. Pa kaj ti rečeš, naprimer, če greš ti 3 stopnje zdaj, naprimer, meni ponoviš, kaj jaz ne vem. Ja, na hitro, evo. Šolanje, kariera sem bil, tako kaj vedva, vrtec, osnovna šola, nisem imel težave z izbiro srednjo šolo, gimnazija, ker vem, da se hotel iti študirati naprej, nisem vedel kaj. Bil sem športni oddelek, bom pod hobi povedal zakaj. In pol je prišel ta 4. letnik kam naprej. Če bi jaz lahko bil karkoli, bi bil kirurg na urgenci.
Ampak sem za ta sistem preneumen, sem si dolgo časa govoril. Realno je, da sem bil prelen, bil sem kampanjski učenec, mature sem se lotil tako, da bi šel v kazino, vse je stavil na rdečo, če naredim, če ne, sem jo. Upisal sem pa pol ekonomijo, ker sem vedel, da na medicino ne bom prišel, ne. Ker sem bil prav dober in sem si rekel, če se naučim številke, malo bo lepo premetati, prav pride. V resnici, kaj je bilo zadnji, čing, bling, to bo spoštovan, ljudje te bodo me radi, boš imel veliko denarja, Maserati, bajta, bazen, vse te sanje. Ker oče je bil direktor muzeja in poznaš še danes vse upravne direktorje ta večjih firm, veš. Colarič ga še danes enkrat na leto, gospod Colarič še enkrat na leto pokliče v pisarno. In pa je oče že 9 let po možganski kapi, nima več nobene funkcije, a ne, pač v mestu aktivne, razen da je invalidsko upokojen, a ne, pa skrbi pač zdaj za moje otroke, njegove vnuke. V glavnem sem prišel pol na ekonomijo kume in 3+2 prva generacija, razvlekel 5+4 in v 9 let ekonomije sem dobil 2 stvari, a ne. Ena je, da tega nočem početi. In pa vidiš kakšne učke pri ta malih, pa 9 let si študiral, tu si zapravil life in jaz rečem mogoče, ne. Ker 10% ljudi ve, kaj bi radi počeli v življenju, od majhnega, ne. Moj oče je bil tak, pri 8 se je, a ne, kaj ste se odločili? Da bi bila igralka in sem. To je to, a ne. Jaz sem pa zadnjič poslušal, kdo je že rekel, da v bistvu To je sreča, ne? tisti, ki vejo, da bo žal za tiste, ki že celo življenje vejo, kaj bojo, ker ne bojo nič drugega. Mogoče, ne. Ti pa nisi, pa jaz nisem vedela, kaj bo, pa so lahko vse. Ja, Ne bi rekla, da je to tako zelo, ker jaz Dobro, sem ti še si vse drugega igralka. zraven in sem zelo srečna. Meni se zdi, da če odkriješ notranji klic, ki si bil majhen, kje ti lahko največjo razliko narediš, recimo meni je pač tle oče tako zraven, ki je hotel biti zgodovinar in je na koncu bil. In za njih je preprosta šolska pot, veš, izobraževalna pot, ne. Ja, motiviran Pač si bolj, točno ne, veš, pa točno veš, ne, Jaz sem okej, tudi hotel osnovno biti šolo, igralec. gimnazija, moj oče filofaks, AGRFT, bum, narediš in pol, ko končaš, boš videl, kaj bo, a ne. So službe niso, večinoma so se takrat najdle, a ne. Pa jaz mislim, da se vedno najdejo, če si proaktiven. Da če nisi proaktiven, pol imaš več, če sam sediš, pa upaš, da bo k tebi prišla, je malo težje, ker tako tudi punce ne pridejo k nam, a ne, fantje, pač moramo iti Tole ven. zase govoriš. Ja, okej, sorry. Majh je lovil doma, ne, zviš go čez okno. Jaz sam mrežo nastavimo, pa padejo. To je to, ne. Ja, Tudi taki obstajajo. Tako da. Ne, daj povej do konca to predstavitev svojo. No, V glavnem, sem... Dve stvari si, ostal si tam, da si 2 stvari spoznal. Da Ena je ta, da pač ni ekonomija zame, druga je pa ta, ker sem šel študirati na Dansko in tu priporočam vsakmu mlademu, da če ima možnost iti študija v tujino, piči. Zakaj? Tam boš spoznal ljudi iz celega planeta, nehal boš sanjariti o tem, kako je živeti izven Slovenije, ker je večina sanjara, ne. Pa si mislil, tam je buš, pejti ven. Jaz sem tudi mislil, Danska, super, sem bil v Esbjergu, na zahodu Danske, piha, skus, razumeš, mrzlu, sem rekel, nikoli ne bom živel. Prej bi pa vedno gor živel, ne. Isto, ker sem imel sanje v Nizozemski, sem bil mlajši, smo šli na Nizozemsko starši za 1 teden. Ne bom živel gor, ker piha, skus, meni to ni všeč, ne. Tako da, glavno, kaj si se gor naučil je, ker se družiš z ljudmi iz celega planeta, jaz takrat malo bolj razmišljal, kaj bi o življenju in tako naprej, je, da 8 milijard 60 milijonov ljudi je bilo 3 dni nazaj, mislim, da uradna statistika, ki imaš counter na netu in ga uporabljam pri enem predavanju, si želi 2 stvari, čisto vsak človek, ne, in to je sreča pa ljubezen. Do zdaj ni še noben ne dvignil roke, a ne, bi rekel, bi bil raj srečen ali nesrečen, bi rekel, ne, jaz bi raj nesrečen, pač ni, a ne. Ampak pa, kjer je 2 stvari, pa v družbi najbolj manjkajo, ne. Ja, sreča pa te 2. te 2, ja. In pol bo vprašanje, ki ga zastavim mladim je, ne, pač kako to, ne, kako veš, da tega ni, ne, ker srečni pa ljubeči ljudje ne škodijo vse pa ostalim. Vsi ostali pa prazno slamo klatimo, ne. In pa imaš čist majhen hack, ne. 3-sekunden hack, kako si lahko več časa srečen pa ljubeč. Vprašaj se, ne glede na okoliščine, kaj bi naredil srečen pa ljubeč človek. Pa dobiš idejo, mogoče bi se bilo dobro iti upravičiti sošolcu, sem ga včeraj užalil, na poti do njega ti skoči iz ruzaka ego, ne si to upravičiti, ne boš ti ta pusi, ki se prvi upravičuje, ne. Mu obrneš hrbet. Saj nisi obrnil hrbta sočloveku, ne.
Si obrnil hrbet sreči pa ljubezni. Ne. Pa sreče, pa ljubezni. In pa tako delamo, ne, danes smo pa sploh v družbi, kaj tako, ne. Tako pa sem prišel nazaj iz Danske, sem imel 2 izpita magistrska, tekom pisanja magistrske, oče je najprej srčna, pol možganska kap, njemu je uničilo Centra za govor razumevanje. To pomeni uničilo, to pomeni, da ni niti ene črke znal prav povedati, niti razumel, abecede, ne. Kakšna izkušnja. Ja, tako da pa sem jaz njemu vadil in nam je šel ful dobro, jaz sem ga naučil nekje v enem mesecu vse črke reči. Zdaj pa nikoli nisem nič bral, se pravi nekaj imam, ker sem ga naučil reči črko C. Pa dej, sploh veš, kako rečeš črko C, si kdaj razmišljal, ne? C, to je C. Ja, rečeš, ne, ampak razloži ti enemu, ki ne razume, kam naj da jezik, kako naj pritisne, da pride ven, a veš, vse tu. Tu je bilo 1 uro razlaganja, risanja, vmes, probavanja, neštetokrat, pa mu ni ratalo, pa pol drug dan spet, pa tako naprej. To pa še nisem pomislila. Ja. Ful za samoumevno jemljemo, ne, ni Ja. čudno, da se majhni otroci tako dolgo učijo pač govoriti, ne. In ker mi je šlo to dobro, pride mami en dan domov, ne bi šel ti kaj drugega študirati, ne. Šolanje, pač ta ekonomija ni nekaj zate in jaz ko, okej, kaj pa sploh bi, res prvič, pri 27, kaj če bi lahko karkoli, kaj bi, ne. Pol sem prišel do ono, ker sem bil majhen, sem hotel delati v vrtcu, samo okej, ker sem do vrtec edino čez, je to logično, malo razširiš, okej, delo z ljudmi, katerimi, nimam pojma. In sem rekel, okej, tu mi gre z očem, nič logopedov v Sloveniji manjka, tako, če gre ena cela generacija študirati, jih bo premalo, jih res je veliko, pomanjkanje za otroke, kaj šele za odrasle. In sem šel na logopedijo, po 10 izpitih sem videl, da ni to zame. Pač jaz rečem temu preveč robotska, ker oče je enkrat na mesec prišel na pregled, ona naredi test, da nove vaje za delati, pa kdo bo tu zdaj vadil z njemu, a ne? In je ostalo na nas, a ne? Domačih, ampak nimajo vsi tega. Pa sem razmišljal, okej, kaj bi jaz lahko naredil, da bi delal s temi ljudmi? Mogla bi biti ta krinka, ker uradnega poklica ni. Sem prišel na idejo, kaj če odprem pomoč na domu, ki je krinka, zato da priješ do njih, oni vaje imajo, jaz pa z njimi vadim, ker imam pa prakso z očem, a ne, večmesečno. Super zgodba. Ja, in pol sem šel študirati za najlažje bolničar negovalec, naredil v enem letu vse, kar je treba, pripravništvo, prakso in tam, ki sem se družil s starešinami, sem se naučil drugo večjo stvar za življenje in tu je, da je v življenju bolj pomembno, kdo si, kakor kaj si. A ne, kakšna je zdaj razlika? In večina ljudi ne zna povedati, noben ne zna skoraj povedati. Niti jaz po mojem. Ja, kaj si je tvoje ime, spol, starost, izgled, nacionalnost, kultura, spolna usmerjenost, izobrazba, ekonomska moč, barva las, barva oči, stil oblačenja, tvoje vse, kar Znači, imaš. ne zunaj materialno. vse. Vse, Vse od zunaj, kaj vidimo. Ja, več ali manj. Ne. Recimo, mogoče religije, vere ne veš, ne, ampak je že kaj ločnica, ne, kristjan, musliman, kaj si. Tu ni kdo si, a ne, ker ti, ko imaš opravka s človekom, nimaš nikoli opravka z muslimanom, kristjanom, blondnim, gejem, straight, ne vem, pravnikom. Ja, tu so neki nazivi, ampak v momentu, ki si s človekom imaš opravka, kdo si, spoštljiv, odgovoren, srečen, aroganten, nesramen, tečen, zajedljiv, svoboden. Sočuten, ja. In tak, kdo si dela razliko? In pa vprašal, ne, kako veš, si kdaj kakšnega človeka spravil v boljšo voljo? Tebe vprašam, si ga? Ja, valjda. Valjda. A si ga spravil, a je on človek prišel do tebe pa rekel, maj ima najnovejšega iPhona, nimam več težav v life. Ne, a ne. Ampak zato, ker si bil najmanj ljubeč, spoštljiv pa zabaven, a ne. Si takrat se je človek dobro počutil v tebi. In kaj pa handicap družbe, da se vsi primerjamo po kaj, ne? Tam ima six-packe, jaz ne, kaj sem beden, tam ima BMW-ja, mi tak avto, kaj smo bedni. Če bi se rodil v Ameriki, ko bi imel več šans v tej zahojeni Sloveniji, če bi šli na morje, vse to, jasno. In od tam tudi pridejo ven vse ta slaba občutka. Vedno, ko se primerjaš po kaj, jaz rečem, to največja jama, ki si jo skopal. Primerjava nasploh. Ja, primerjava. Ampak če bi se primerjal, lega njega, kaj je ljubeč, jaz bi bil tudi tak, te tu ne bi nikoli dol potlačil. Ker pa ti rečeš, jaz bi tu imel, pa nimam. Si pa prvič zakopal in si najdel jezo, frustracijo, žalost. In pa kopljemo dlje in najdemo anksioznost, depresijo in kopljemo še dlje in samomorilne misli in pa si tam, ne, v Sloveniji si kar prehobio. No, to moram reči, da to mi je, ne vem kdo, zakaj, jaz, ko sem gledala boljše igralke od sebe ali pa boljše komu, ko je ratal,
nikdar se nisem na tak način spraševala, zakaj ima on to, zakaj jaz nimam. Ampak jaz bi bila rada tako kot on. Kaj lahko se jaz od tega človeka To je načim? osvobojujoče. Ampak to me, ne vem, če so me tako vzgojili, jaz sem to kar taka bila. Ja, super, ne. Sem taka, Sej, ampak, ko gledaš ti, ne, recimo, če gledava, kje je razlika, ti nisi gledala, kaj oni imajo. Ampak tebi je navdihnilo, kdo oni so na odru. In si hotela biti taka, kot oni na odru. Se pravi, si hotela dobiti nek njihov skill. Na tem, ki se pa mi večinoma primerjamo, je pa jaz bi bil tukaj ima Dončić, jaz bi imel tudi tazga Lamborghinija, jaz bi imel tudi tako hišo, jaz bi imel tudi tako bejbo, ne. Sam noben pa ne bi delal, kar Dončić dela, zato da on to ima. Oziroma redki so. Tisoče ur vadi, ne. Ja. Pa bil tak človek, ko je ob temu. A bi ti podpisal tukaj avtogram na poti ven, ali bi zabrisal komu svinčnik v glavo, pa rekel, pust me premera. Pa pomagal, ker je tudi dobrodelen. Tako, ja, tu so to. Ne. Tako da za tega, kdo sem na koncu pravim, jaz prišel do Dejana, delavniče ne veš vprašaj in danes pač delam to. Z tega ven sem pa speljal v januarja pa projekt za live, ki se odpira tudi mednarodno. Ne. In pol delam predavanja za odrasle na podlagi delavnice, ki Najstnik je najst.nič se imenuje, ki pa v bistvu jim predstavimo 30 primerov vprašanj od teh 9400, ampak taki, s čim se najstniki soočajo, vse, da damo en razpon, ker to je vse, to je celo življenje, med rojstvom in smrtjo vmes na delavnici. Pa še 30 feedbackov, zakaj mi je všeč. Na ta način hočemo predstaviti novodobne najstnike, ki ni samo hoče sam boljšega karakterja v igrici. Na koncu si želijo vse, kar si mi, ljubezen, spoštovanje, zaupanje, pozornost in oni imajo večjo tendenco k prepoznavnosti, hočejo biti slavni, pač tako je. To je pa vpliv te dobe. Ampak zdaj, če se temu upiraš, pol trpiš, ne? Če pa sprejmeš, lahko pa nekaj narediš. Jaz, ki sem se košček slave dotaknila, ne, lahko povem, da to je čista naprazna, tak mehurček. V bistvu to čutiš, če te kdo ustavi na cesti, ali pa dobiš kakšno kilo mesa, ali mogoče boljši kost, to je pa tudi vse. Kira slovenska fora. Ali pa, naprimer... Malo bolj svež mlek je dobila. Ne, svež mlek, boljško. Ampak po drugi strani pa lahko zaradi tega tudi pol, naprimer, te policaj ustavi pa reče, kva si vi mislite, da ste kaj posebenega Zvezdana Mlakar, pa ti še bolj z veseljem napiše kazen. Kaj se ti je večkrat zgodilo, da so te spustili, ker si Zvezdana, ali da so te kaznovali, ker si Zvezdana? V bistvu skoraj enako tlele, kar se tega tiče. Ampak jaz res nisem nikoli tega izrabljala, ampak hočem reči, da slava, predvsem pa je slava zelo minljiva, to lahko govorim iz prve, mislim, hitro pokvarljiva roba, ko si na televiziji v Sloveniji si, ko nisi na televiziji, te tako rekoč ni. In jaz kot igralka imam takole gor, dol, gor, dol, gor, dol. Včasih je bilo dol težje biti, ne, v začetku, čeprav me nikdar ni posebej zanimalo, ker jaz nisem šla na igralstvo zaradi slave. Zdaj pa sploh ne. Tako da slava je... Pa mi tle v Sloveniji itak ne poznamo slave. Ne, pa to je že spet ena iluzija tega, da je tisti, ki je slaven, da mu je lažje... Ne, veš kaj, da ne rabi delati. Da ne rabi delati. To se sam snima. Zdaj je tako, kaj zdaj pogledaš te punce, na pol nage se tam postavijo in v teh OnlyFansih in to služijo milijone in milijone. In kaj mi naredimo? In kaj mi naredimo kot civilizacija? Wow, tako kot ste rekel, na poročilih Unije pa zaslužil 90 milijonov v enem dnevu na loteriji, na kriptovalutah, na tem, da je rit pokazala celemu svetu. Ampak kaj smo ravno kar govorili, to pa ne prinese sreče. Ne, mene zanima bolj to, kaj misliš, kaj pa ti slava prinese razen denarja, ki ga lahko uporabljaš. Ampak kaj drugega je pozitivna stvar? Jaz mislim, da to zavisi od tebe. Jaz nisem nikoli bil slaven. A pa bi bil? Ne morem govoriti. Če bi gledal tako, prvi odgovor je ja, ampak vem zakaj. Ker verjamem, da imam dobro sporočilo in če si slaven, imaš večji domet. To je edino. Ker poznam, zdaj sem delal predavanje na eni šoli in je bila ta mama, ki je rekla, imam 17 let staro hčerko in ona na TikToku objavila video, 30,000 lajkov, v H&M-u je morajo spuščati pri zadnjih vratih ven. Sem rekel, ja, in kako je za njo, ni dobro. Sem rekel, ok, ideja. Naredite predavanje, naj gre predavati po šolah mladim, kako je biti slaven na TikToku. Štekaš, ker biti slaven na televiziji je nekaj drugega, ker imaš ti specifičen airtime. Ampak biti slaven na družbenem omrežju, ker si pa ker si lahko skus gor dejansko.
Tam pa se ti zdi, da že publika zahtevaš, vse to pride in če si mlad človek, pa nimaš razdelanih stvari, nimaš razparcelirano, kaj ti je pomembno, te noben ne menedžera. Tako sem mami rekel, pač prva stvar, ki morate narediti, je, da vi postanete njena menedžerka. Če ne, je tu propalo vse skupaj v roku parih let jo boste To je zgubili. kar grozljivo, zdaj, ko poslušam. Pa še nekaj, jaz sem tudi to slavo, naprimer to, če lahko govorimo o tej slavi, taki, slovenski, je to, da pa se igralci, naprimer, nismo tako zelo slavni, v Sloveniji so bolj TV zvezde pa tako, jaz sem v bistvu, če sem delala na TV, pa tako, take službe, mislim, igralci, naprimer, niso tako slavni, kot pevci pa tako naprej. Predvsem pa mi moramo delati za to, da nekaj pokažemo. Se pravi, če ti hočeš narediti predstavo... Sam to se večini ljudi ne zdi, da vi delate. Seveda ne, v tem je štos, ne. Tudi za predstavo ti sam veš, ki si bil z mano 2-3 mesece vsakodnevnega dela, po 8 ur. Večkrat na leto. Kdaj po 2 stvari naenkrat. Ja, če si pa na televiziji, tudi v te pogovore sem jaz delala, jaz sem knjigo prebrala, jaz sem porabila ne vem koliko ur, zato da je pogovor izgledal tako, kot je izgledal. Pa glede na to, da mami je skromna, pa ne bo povedala, ampak ta del slave je ni prinesel neke finančnega, se pravi, kako bi ti rekel, brezskrbnosti finančne. Naša slava, igralska slava, naprimer, zato slišim, da tudi grejo ljudje zaradi biti slavni igralc, na akademijo, mislim, tukaj pa definitivno ni denarja, ne na televiziji, ne nikjer. Ajde, da mogoče kakšen zelo slavn pevec lahko veliko zasluži pri nas, drugače pa. Bolj težko pri nas, kdorkoli, mislim, Trg je majhen, tu se večina ne zaveda, je 2 milijona, Če ti hočeš, 2 milijona je vse skupaj. 2 milijona je vse skupaj, pa ti sploh tega ne dosežeš. Od tega jih oni do 15 sploh ne vejo, kaj je drama. 2 milijona ljudi je samo v severnem Londonu, tu ni nič, v Sloveniji, če hočeš imeti domet, je pač pol tujina, Jaz imam dostikrat, ko imam turiste, pa jih peljem, da je okrog kakšne Indice, pa rečem, to je pa največje mesto v Slovenskih gorah. Bovc, tlej pa polet živi 800 ljudi noter. Pa se začne režati, pa reče, v mojemu bloku, kjer sem se rodil, je eno štuko 800 ljudi. Imam eno novo lokacijo zate, grad Prem, to smo bolj pogovarjali, gremo naprej. V glavnem slava, kako je zdaj poslanem slaven, to smo... Kako je slava? V bistvu definitivno zaradi slave ne more biti, mislim, ta iztočnica, sreča in ljubezen, se pravi te zunanje stvari, tudi tvoje delo, mislim, slava je byproduct tvojega dela, Če si res, če imaš dober message, če pa ga nimaš, pa je tvoj cilj biti slaven, pa se pa začnejo dogajati te hedonistične stvari, ki se dogajajo slavnim, zapadajo droge, varajo vse te stvari. Ampak si predstavljaš, če si ti delal, ali pa te mladi zvezdniki, ki so bili, sam doma, pa tako naprej. A veš, tu niso bili izgrajeni, slab management. Vsi vidimo zdaj, kaj Hollywood bi vzadej, ki se malo bolj razkriva ta tančica, in je logično, tu so zrastali ljudje, ki so notranje, nima postavljenega stebra, kaj mu je v življenju pomembno. Recimo tu pa mi delamo z delavnicami, s predavanjem, imamo tudi predavanje, kdo si je več kot kaj si, točno to, ki sem pripeljal na temo socializacije, strpnosti, se je zgodilo tako, da so isto rekli Dejču, pa je imel že neki bukeran, je rekel, njega kličite, mene kličejo, čez en teden rabimo in jaz koga. Kaj zdaj v enem tednu, da pripravim za socializacijo, strpnost? In pa dejansko, ker sem ta tip, ki je vse zadnjo minuto odlašal, isto imel še svoje projekte, sem ga naredil v 1 uri, 2 ure prej sem šel predavati. Sem PowerPoint skupaj sestavil, še vedno kampanc. Ampak na koncu je pil v vodo, mladim je bilo všeč, zadovoljni ful. No in to si zdaj si sebe predstavil. Kaj pa se pol še predstaviš tam, ko si rekel, da... Mislim, načeloma še sebe sam počeš aspekt hobijev. Jaz sem 16 let treniral ples, 10 let latinsko-ameriške standardne, 6 let hip-hop. Največji rezultat sem dosegel s pro danceom tle od Krušiča. Smo bili 3. v državi, pa šli na svetovno. Vem, kaj pomeni trenirati 7 na teden, 4 do 6 ur na dan in pač dosegati rezultate, ki si želiš, ali pa so tvoj realen domet, ker tukaj sem vedno bil realen, da nisem sanjal v prvem mestu, če so tam bili ljudje, ki so imeli boljše trenerje, bolj natrenirani in doživeli tune frustracije, ker ne tega. Čez vse to sem sam razvil to, da pač to telo je edini avto, za katerega res rabim skrbeti in če hočem imeti visoko kvaliteto življenja, je
To. In za telo je pa toliko preprosto poskrbeti, da to ni res. 3 stvari rabiš, ne. Telo je narejeno za gibanje, ne za sedenje, se pravi redno gibaj, spravljaj v stres. Tle rečem za fantom, lej, jaz ki imam zdaj družino, jaz treniram vsak dan, ne zato, ker se mi ful da. Ampak če Roper pride v bajto, mene ne bo vprašal, Roper, si ready, si ogret, gremo, akcija, ali pridem čez pol ure, ker se boš ogrel, a ne? Pač takrat gre iz nič na 100, pa najverjetneje se mi to ne bo zgodilo v Sloveniji, ne? Ampak samo... Kaj pa če? Rekel sem, najverjetneje so mi pokradili doma bakar okrog bajte, pač, ker sem iz novega mesta, ne? In načeloma ne delajo, pa mehna odstotna verjetnost je. Če ti rečem, bi treniral vsak dan zato, da mogoče se zgodi enkrat v življenju, da te eno pa najverjetneje bi rekel, jaz zato treniram. The best, a ne? Ampak večina ne. Večina, sej tu se ne bo zgodilo. To govorite, kakšne borilne veščine, ali kakšne Ne, ne bi trenirala, da bi me kdo napadel. Ne, veš kaj? Ne, sam si tu, tlej bi rekel, Prvo nisi moški, te drugačne stvari vodijo, mi moški smo... Provide and protect. Nas drive to, da lahko varujemo tiste, ki provide and protect. Mi smo še zmer vitezi, čeprav ni več srednjega veta. Naš namen je, jaz ne vem, jaz to tamalim povem, ne. Moj namen, jaz bi bil najbolj, pa ne, to ne govorim tamalim, ampak moj namen, jaz bi bil najbolj vesel, če bi se lahko žrtvoval za vas, ki vas ljubim. To bi bilo meni, jaz bi vedel, zadnjo sekundo pred smrtjo bi vedel, okej, vse si zajebo v lifeu, ampak tvoje življenje je imelo namen. Imelo namen, ja. Umrl od meča nasprotnika. Recimo. A to rabijo, a si to opazil pri mladostnikih, tega idealizma, pa to rabijo, to manjka? Manjka jim neke kvalitetne usmeritve. Ne vejo, na koga se obrniti, vejo, da ni dobro za njih, ker drugače naj bi bili toliko žalostni, nesrečni in pač toliko depresije, anksioznosti in tako naprej. Manjkajo jim dobri role modeli, ki pa jih večinoma mainstream media ne forsira. Ne. Tako da jaz pač rečem to, drugo rečem, glej, kaj daješ vase. Ne. Če oči v dizla natanka bencin, bo dizel za ribo, tam boš merkal, ti ješ pa vase lagano Coca-Colo zlival znova in znova, poti bo pa telo za ribolu pri 60-ih, pa namesto, da bi se z vnuki igral zunaj na igrišču, te bodo hoteli gledati na kliničnega. Če te pa ne bojo, boš pa rekel, poglej jih nehvaležnezi. Ja, pa kako da je njihov namen 4 let starega otroka, da ti 1 uro sedi na posli pa gleda detka, ko umira. Spravo na to. In tretje rečem je mindset. Ne. Mindset je pa itek zavisi od samo 2 stvari. Od osebine, ki jo poslušaš, pa gledaš. Jaz rečem čisto simple. Shitty content, shitty mindset, shitty life. Good content, good mindset. Kaj pa knjige, zdaj nisi nič, kaj pa bereš? Sej tu gledaš, a ne? Res je. Kar poslušaš, pa gledaš, a ne? In te mali imajo zdaj, liha, veš, spet so se v krogu obračali. Te mali, kaj gledajo pa TikToke, kjer dajo pralne praške v usta. Ampak to je shitty content, ki ga gledaš. Ti na TikToku lahko najdeš good content, a ne? Jaz dajem tudi content gor na TikToku, odgovarjam na vprašanja. Imaš ljudi, ki dajo res dober content gor, ne? Isto na YouTubu. Na YouTubu je full orga kontenta, lahko se naučiš vse za live, ampak ga moraš iskati. No, jaz sem recimo to na Instagramu dojel. Jaz nisem nikoli štekel, zakaj folku Instagram ni cool, ker jaz imam na Instagramu gozdove, vozle, les, ljudi, ki jih občudujem. Niti ene riti v tangicah ne boš videl na mojem Instagramu. Pri meni tudi ne. A veš? Pri meni tudi ne. Razen, če je tvoja. Ne. Isto se kot reči, sem bil tiho. Vse smo od izga kova. Ne, jaz bi sam rada rekla, namreč jaz pogrešam, zdaj tako, ko te poslušam, ko sem bila jaz mlada, ne, se pravi od 14 do 18, jaz sem imela, se pravi, dramski krožek, mi smo imeli pesnika, smo s kitaro, smo hodili, recitirali in tako naprej, predvsem pa sem jaz tako verjela v dobro družbo, da si drugmu pomagajo, da moji mami pomagam, veš, da smo mi vsi bratje in sestre in da, mislim, tega pa mislim, da pa res ni več nobenega idealizma. Zdaj, če ti praviš vitezi, to je le 500 let nazaj. Jaz govorim jaz govorim za fante, ker tudi vidim na taborih, kako fante dobro reagirajo, če pokažeš disciplino, če se zjutraj zbudiš, da telovadaš, 2-3 dni pa se bo ziher najdla 1-2, ki se bosta zraven tebe. Ko se bosta 2, pa bojo 3, pa bo še unkaj tam vzadi
sedi pa je neki čemeren skozi, bo prišel pogledati, pa bo. Ja, moški smo taki, za punce ne morem reči, punce imate verjetno drugačne, ampak moški pa rabimo role modele, ne. Škaj misliš, moji fanti iz tabora vejo, da sem jaz bil včasih nor in oni zdaj tam neki izvijajo si čikci in tako in kaj si pa ti delal, kaj si bil. Oni rabijo tako ali drugače, rabijo nekoga, ki je jak, nekoga, ki je močen. Pač to pomeni, da je glavni v ringu, da je glavni v gozdu ali pa glavni na ulici. Samo da je glavni, samo da vidijo to energijo in kako ga drugi poslušajo in kar zraven vleče in hočem biti tak. In ti imaš pa s tem izkušnje na dnevni bazi, ne? Ja, mislim, če bi rekel tako, manjka tega doma, ne, če pogledaš. Ne. V družinah je bil včasih, pustimo zdaj tu prav narobe ves ta pač svet, v katerem se zdaj polemizira, ampak če pogledaš, včasih je bil v družini oče in je mama vzgajala, tako je oče rekel. Se pravi, vsi so sledili očetu, a ne? Ko je bil oče doma? Ja, ne, ko pa očeta ni bilo doma, je pa mama isto šla tako kot oče. Ni delala kontra, ne. Če oče je rekel, jaz si želim, ne vem, se najbrž ni tako se pogovarjal, ne vem, kako so se pogovarjali takrat, ampak če oče imel neko direktivo, je mama sledila tej direktivi, a ne. Ni zdaj mama čist kontra vzgajala otroke, ki je vedela, da pa bo kažin, ki pride vse posod velik, a ne. Ampak sam ta leadership manjka. Ne rečem, da bi danes moglo biti tako, a ne. Danes imaš lahko ena beseda, ki jaz ne maram uporabljati, je kompromis. Ne. Pa večina ljudi ne razmišlja o tej besedi, ne. Ampak ko ti rečeš kompromis, v angleška je compromise, a ne. Ja. Noben ne zmaga. Ne, v bistvu samo en zmaga, en zgubi vedno v kompromisu. Pogledaš, jaz bi šel na morje, ti bi šel v gore, na koncu greva na morje. Jaz sem zmagal, ti si izgubil. Če pa rečemo konsens, ki pa pomeni, bova najdla rešitev in rečemo, jaz bi šel na morje, ti bi šel v gore. Mora nekje na svetu biti prostor, kjer imaš istočasno morje in gore. In ni daleč pri nas, a ne? Hrvaška ima dosti tega. In okej, super, bova 3 dni ležali. Konsens, ja. Ker ko najdeš konsens, sem jaz zadovoljen, ti si zadovoljna, on je zadovoljen, vsi smo zadovoljni. Ker pa so kompromisi, kar večina govori, sklepi kompromise, pa ljudje nikoli ne razmišljajo o pomenu besed, a ne. Je pa ja, sklepi kompromise, ja, okej, pa moram vedno narediti tako, kot ona reče. Ja, super, ne, ali pa tako, kot on reče. Pa nisi v tem svetu ljubezni sploh. Meni se zdi bolj problem, kakor to za vzgojo, ki smo ravno kar imeli kulišo, ne, ker vzgoja je v bistvu stvar zadovoljnega in srečnega človeka, ne. In če je zadovoljen in srečen oče in zadovoljna in srečna mama, potem teh vprašanj pravzaprav sploh ni. Gre tudi za duhovno izpolnjeno življenje, se pravi, ki se pogovarjajo o vrednotah, to, kar reče, velja in znajo postavljati zdrave meje. Tako se mi zdi bolj kot iskanje nekih konsenzov ali kompromisov. Ja, mislim, konsenzi bolj v smislu, ko si treba nekaj izmeniti, ne, kako se boš zdaj izmenil, iz katerega prostora boš prišel tam noter. Ja, dajmo skleniti kompromis ali konsenz, že sama beseda ti da drug aspekt, ne. Tako kot ti rečem, ti si kriv, da je to upalo, ali pa če rečem, ti si odgovoren, da je to upalo, ne. Na koncu je stvar še zmeraj pala, še zmeraj si ti noter sam, iz katerega prostora prideš, kriv ti povzroča sram, nesposobnost, nisi dosti dober, odgovornost pa, okej, če sem jaz odgovoren, da je to palo, kaj lahko drugič naredim, da ne bo? Ja, super. Pa dobiš moč, ne? Pač v tem smislu govorim. Gremo zdaj sam naprej. Na tretje še, kaj pa tretje še? Tretje je pa ljubezen pol. Kaj pa to rečeš? Ja, jaz sem majhnega hotel biti mož pa oče, ne? To je bilo meni cilj v življenju. Nikoli nisem imel karijere cilja. Vedno sem si rekel, karijera nekaj bom že, sem dosti sposoben. In pri 6 letih sem si dal prvega lupčka na usta, to je mala šola bila, ne. Potem sem šel v osnovno šolo, 7 let, zaljubljen sošolko, po 7. razredu rečem, bi bila moja punca, ona ne, se odločila, ne bom hodila s sošolcem. Prijem 2 tedna kasneje v šolo, se lupčka z drugim sošolcem. Valjda jeza, frustracija, mrak na oči. In pa greš naprej, ne, misliš, nima to nekega efekta na te, ne, pač greš naprej. Na kar se star 31 let, za sabo 9-10 neuspelih vez, ena krajša kot druga, neki one night standov, od enih se sploh imena ne spomnim, ker sem počasih bil direkt rečeno pač kretena, ne. Je bilo pa vse vedno, da se je strinjala, nikoli nismo forsirali več. Če sem vedno, ki sem vedel, da gre one night stand, rekel, to bo one night stand, je okej, naj me jutri klicati pisati. In je rekla, ja, pol smo pač nadaljevali, če je rekla ne, nismo nadaljevali. V glavnem,
Ja, pač ko sem se jaz šel. Jaz vedno sem delal honesty is the best policy, a ne, pač. One of the last cavaliers, maybe gentlemen, v glavnem, pa sem šel pa na en program v London, Landmark, in tam sem pa odkril, v bistvu tam odkriješ, zakaj ti stvari ne delujejo v življenju tako dobro, ker bi si želel ali pa sploh. In meni romantični odnosi niso. In pogledaš v ver. In pri meni je bil ver, da takrat, ki se je ta šolka lupčkala s sošolcem, sem se jaz odločil eno zadevo, puncam ne gre zaupati, eno govorijo, drugo delajo. In tlej treba biti pozoren, kako naši možgani delajo. To je on rekel, ne, jaz sem tako. Ja. Ampak tlej treba biti pozoren, ko naši možgani delajo. Poslušajmo to, ja. Ker možgan je narejen za preživetje. Se pravi, mora posplošiti zadeve, da te zaščiti od vseh bolečin in nevarnosti. Se pravi, tebe ena punca prizadene, on vrže 4 milijarde žensk v en koš. In ti reče, good luck, have fun. Je neumnost, ampak če rečeš, da je neumnost, tem negiraš to človeškost. Ker 500 000 let nazaj smo fanti šli v gozd loviti srno. Nikoli prej nismo srečali medota, vidimo medota. Rečemo, kaj, medo je večji od srne, več mesa, kožuha, dobro bi bilo tu ujeti. Najbolj ko srno, ono je mehno napram temu. Smo se zapodili v medota, medo valjda prvega primera strga in se odločimo mi, kaj, medoti so nevarni. In če bi zdaj medo prišel noter, bi te bilo strah, čeprav še nisi imel slabe izkušnje z medotom. Se pravi, je rabu posplošiti zadevo, da je zaščitil nas, da se danes lahko tle pogovarjamo. Če ne bi nam medvedje vse glave pojedali, ljudi ne bi bilo, ker smo pa najmanj prilagojeno bitje za življenje na tem planetu brez našega kreativnega uma. In isto dela danes, ko priješ v vezo, ima slabo izkušnjo s punco, vse punce so take. Ima slabo izkušnjo, ne vem, si dvignil roko, povedal napačen odgovor, so se ti ljudje smejali, si rekel, ne bom nikoli več tvegal, ne bom dvignil roke. Čez 20 let sestanek v službi, doma idejo, tiščiš roko dol, ne. Povedal si jo sodelavcu, on jo pove, nima tega, on dobi povišico, ti ne. Ja, vse so drugi krivi, moja nesreča, veš, Luna, Jupiter nista bila poravnana, zato mi ni šlo v lifeu. Pač mogoče ni vse to, ne. Pač jaz na to stvar iz tle pridem, ne. Tako na tem programu torej zaključi, se reče preteklost, postaviš v preteklost. In potem si kot 31-letni moški izumil, kakšno vezo si želim. Ne, da mi jo več fura 13-letnika. Sem rekel, da želim ljubečo, podpirajočo, zabavno. Aha, kdo hoče tak prvi postati? Dura prvi tak postati, če tu hočeš. Jaz, okej. In ko sem tak bil, sem srečal 5 let nazaj Uršo, evo zdaj je bilo 1 teden nazaj. 5 let, kar so šla, prvi dejt je bil tudi, da so šla za vikend na Dunaj. Tako da tudi svoje vrstne zgodbe. Spoznala smo se tle, nedaleč stran v Katisarku. A res? Ja. In pol pač je šlo naprej, par pogovorov in pol ona, da je Dunaj všeč, jaz se peva na Dunaj, ne, kaj češ pol, ne. Tako da je šla, jaz sem itak rekel, če ženska hoče z mano živeti, treba biti pogumna, a ne. Vse ostalo lahko tudi narediš, tudi če ni fizično toliko idealna, če vključiš v to noter, da je dobro zdravo živeti, skrbeti, jaz njo sem, osebna trenerka in tako naprej. V glavnem, ja, danes sva 4 leta bova poročena decembra, ta je star 3 leta, Max je star 9 mesecev, ampak bolj kot to, da sem mož pa oče, sem izpolnil svoje življenjske cilje oziroma otroške sanje, ker sem jih tudi 2 leti nazaj, sem imel malo krizo identitete, ker nisem več vedel, kaj bi, jaz sem vse izpolnil, vozim svoj sanjski avto Mazda 6, nimam nezga full sanjskega, ampak ta je, delam tukaj, hočem, kar hočem, kadar hočem in sem mož pa oče, so now what, Pa ko v odnosu vse rešiva takoj, medva nimava nič, veš, kaj si pol leta nazaj rekel, to ne obstaja pri nas doma. Bravo. Tako da, to je to na kratko, na dolgo. Pa kaj, sprejemaš kompromise ali konsenze? Konsenze, zmeraj. Če je skoraj izumete. Kaj deluje, se tudi njo sem. Zakon je kar... Čakajte, samo sekunda, mi moramo pa zdaj nazaj na to. Se pravi, če ne veš, vprašaj. Kaj je to, če ne veš, vprašaj? Kaj to, kako to zgleda? Kaj to priješ in rečeš? Mami, boš bo povedal. Ja, mislim, povem to življenjsko zgodbo in pol jih nagovorim, da vprašajo... Ne, tako mislim, se pravi, kako to zgleda. Jaz recimo to predstavljam kot ti priješ na šolo, med 16-letnike in ti v bistvu tam se predstaviš in v bistvu ustvariš, da ti zaupajo, da te poznajo, da nekaj mere zaupati, tako ne moreš takoj. Ampak probaš biti verjetno čim bolj odkrit, kot si bil isto zdaj. To isto povem, nič drugače, nič nisem tle več povedal, manj povedal. No, pa ti v bistvu oni, mislim, jaz to govorim zato, ker sem jaz to delal to z Dejanom, ne. Pa oni v bistvu dobijo vsak list papirja in svinčnik in povej ti boš, jaz sem sam enkrat. Ja, se pravi, jaz jim rečem za samo pisanje vprašanj, par navodila, ne, prvo je
ne pripisovati soseda tvoje življenje, ne, pa če ne veš, kaj bi vprašal, zapri oči in poglej, kaj v življenju te jezi, bedera, frustrira, ali pa si nekje ustalno, hočeš nekaj izboljšati, ne veš kako, in vprašaj nekaj iz tega področja, tako bo imel delavnica največjo vrednost zate. In pol, če pa ne veš, kaj bi vprašal, ok, pusti prazen listek pred sabo, lahko idejo dobiš kasneje, preneseš naknadno. Pol jim povem, kjer so teme ponavadi, ki pridejo, ne, se pravi od motivacije, ko se boljš učiti, ko biti uspešen, ko vedeti, kaj početi v življenju, kaj smisel življenja, ko se soočati s stresom, pritiski. Pa to je vse anonimno, to je point. Otroci lahko ne pišejo, mislim, te mladostniki ne pišejo na list papirja, karkoli jih zanima v življenju. Eni pišejo o kriptovalutah, eni pišejo, kako rože sedeti, eni kako joint zvit. Eni kako izboljšati odnos z očem. Ja, eni se pravi, pa pridejo pa taki, kako povedati, kako veš, a si gej. Ja. To sem jaz dovolj. Kako povedati staršem, da si gej, če misliš, da te bojo vrgli ven iz bajte. Ali pa kako frendom povedati, da si gej. Ali pa mene se je najbolj dotaknila ena punca, ki so še zdaj v kontaktu in sicer napisala je, kako naj sprejmem, da me oče nikoli ni imel in me nikoli ne bo imel rad. Veš? Zato je meni zanimivo. Meni vse te stvari zraven, ja, ok, cool, ampak ko sem jaz videl, kako v bistvu so vse krhki te mladostniki, kako vse razmišljajo. Ne glede, da imamo mi predstavo, da je to Instagram, TikTok, seks, droge. Igrce. Oni v bistvu še zmeraj imajo to kapaciteto, ko smo jo imeli mi. Sam verjetno nimajo načina, kako jo izražati ven, ne? Ja, nimajo okolja, ne? Se, če pogledaš, je v šoli primerno okolje, vsak učitelj mora pušati svojo agendo, zadnje pritisne za administracijo. Se tle lahko tudi gremo, če bi 40 000 učitelj v Sloveniji reklo, mi ne bomo tako delali. Bi se spremenilo, ne? Ja, pač tako je. Šolski sistem je itak meni. Ne, jaz sem bila zdaj... Ampak bi rekel, samo to, če bi končal, pa lahko pol. Se pravi, delavnica anonimno lahko vprašajo karkoli, tako, ki si rekel, ne? Ampak teh vprašanj pol pride velika, veš, kako se hoče s tem, da me nimajo radi, da sem osamljen, kako zaupati človeku, kako izboljšati samozavest, samopodobo. Jaz nimam teh vprašanj, kako rola joint pa tega, ker jim dam jasno navodilo. Jaz sem to sam tako dolgo vem, vse nisem rekel, ampak na začetku so tudi bila, pa sem pa gledal, kako jih usmeriti, da bo delavnica dobila maksimalno vrednost za tebe. Saj dobim tudi vprašanja, kaj si misliš o Tejtu, kaj si misliš Messi, Ronaldo. Škiro vprašanje dobiš fulkrat. Kako dobiti punca? Ja, tudi tu imaš, ampak kako veš, da si všeč. Ja, potem, kar si povedal v zgodbi, zagotovo dobiš, kako pa imeti punca, kako pa imeti več punc naenkrat. Ja, ne, tega pa nimam. Ne? Ne, v bistvu, če tu povem, kdo si je bolj pomemben kot kaj si. Teh več punc naenkrat je strajpa, je bolj kaj si, kot kdo si. Lahko pove. Se meni vprašanje všeč. Ja, vprašanje. V bistvu je ful hudo, ker jih lahko sen vodiš, da te oni vprašajo to, kar si jim ti tak že mislil povedati. Na nek način. Ja, sam jih ne. Jaz jim res probam sam sebe predstaviti. Tle imate enega odraslega, lahko ga vprašate karkoli, knock yourself out, pa naj bo tu neki, kar se res tebe tiče osebno, da ti bo dalo nekaj, da boš imel jutri lažji life, da boš malo lažje naprej. Tako da ja, so vsa možna vprašanja, ki si jih lahko predstavljaš, če sem rekel 9600, mislim, da skoraj ni bilo vprašano, tudi od spolnih zlorab, samomorilnih misli, droge, depresije, alkohol. Ampak na koncu jaz pridem iz tega, kot človek je in človeško se je soočati z vsem tem. Ne moreš zdaj reči, samomorilna misel je ful slabša od misli avto je rdeč. Je slabša, če ti misliš, da je ti ne bi smel imeti, ampak možgan ima 80 000 misli na dan, ena od teh je ubil bi se. In so what? Ja, to sem imel tabor letos. Ja. In kaj pa oni ti dajo to? Oni vržejo v škatlo in ti pa mi naključno povlečeš listek ven in se od tega vprašanja pogovarjaš ali pa jim odgovarjaš. A na vsa vprašanja odgovoriš? Jaz sem zavezan temu, da vedno na vsa. Zaradi tega, da vsak nekaj dobi zase, da mu je v delavnice naprej malo lažje, malo bolj jasno ve, kam bi račel. No in kaj rečeš, na primer, za to, kakšen je odgovor za to, da razmišlja na primer o samomoru? Ja, povej mu veliko stvari, o katerih se ne pogovarjamo posebej. Ena povem tudi, da imamo ful misli. 70 000 se jih ponovi, 10 000 je unikatnih. Povej mi 100 misli, ki si jih imel včeraj, ja ne veš jih povedati. Spomniš se pa te, da bi se rad ubil, pa da si beden, pa da je life beden, tukaj skozi ponavljaš. Čez ono, kaj jim prej povem, pač rečem, te misli, ta glasek v glavi ni tvoj friend. On je narejen tle za fight, za preživetje.
Ne za to, da boš ti imel ljubezen pa srečo. Ne? Kadarkoli poslušaš svoj ego, nimaš nikoli sreče pa ljubezni, če si realno pogledaš. Zanimivo je, kako ima bolj direkten pristop. Pragmatičen, zelo, tudi jaz sem. Smo se pogovarjali, pa prav to je 6 let dela na sebi, pa to počas, pa tako. Pa veš, jaz se pa tudi družim s takimi ljudmi in mi je ful zanimivo, kako lahko v bistvu od A do B prijaš po 6 letih ali pa... Ne, se tudi ne moreš čez noč, a veš, samomorilne misli so verjetno kakšne globje travme, samo da se zavedaš in da začneš v pozitivni smeri reševati ta problem, je pa to izjemno pomembno. Ne? Ja, drugo, kar rečem, je posledica. Ne? Sprav, jaz se ne primerjam z nobenimi psihoterapeuti, psihologi, jaz nimam pojma, kaj oni delajo, ko delajo. Jaz sam dobim mnenje nazaj, boljši pogovor kot psihoterapeut, to tam malih, oni povejo. Zdaj pač, ali tukaj povejo meni ali ne. Na koncu niti mi ni toliko pomembno, ker vem, da vsi hočemo delati, da bo vsem lažje, da bomo vsi šli boljš. Jaz ne maram pa osebno delati drame tam, kjer ni potrebno. Sprav drugo se pogovarjamo o posledicah. Ne? A ti veš, da s tebe oče, ki je prijel, pa si bil star 16 let, si rekel, ko mi čakam, da se bo moj tam obesil. Ko mi čakam, da me ne bo več objel, pa rekel, rad te imam, pa rekel, hvala. Pa večina ne dela tega več pri 16. Ampak če pa bi bili odnosi drugačni, bi se doma drugače počutil, bi veliko manj verjel v tem mislim. Tako da načeloma je to. V posledicah se pogovarjaš, pa vzrok poveš in pol oni dojamejo. Imel sem pa ena pogovor, so mi šole klicali, so rekli, delal sem umor, petek, sobota, nedelja. Vsakič failov, enkrat je videl YouTube video, enkrat je brat najdel, enkrat pa nekaj ni šlo čez. Se dobiva medva v ponedeljek. 45 minut, vprašam, kaj dogaja. Sva šla malo nazaj brskati, kaj je bilo in sva prišla, da ver tega je, ko se je njegov brat rodil, se je on odločil, da imajo starši raj njegovega brata, kaj njega. In je bil jezen na ta malga in je to jezo bildo od mehkega. Na koncu si je predelal en kup težav v črevesju. Je mogel iti na operacije, ne vem, v tujino, pa so že zdravniki, vse, on njega še vedno bolelo. In so rekli, ne vemo več zakaj. Fiziološko ni vzroka, da njega boli. Fizično ga ni. In pa so imela ta pogovor in pol ta malo gre, na koncu sem prišel 5 domov, pravice staršem, ježem si na njih brez veze, razumeš, kaj to delaš. In nisi zdaj kriv tle, ampak samo odgovornost prevzame, da dobiš moč nazaj. In je to naredil in čez 2 tedna sem srečal pač podravnateljco, ki ga je poznala, sem rekel, kako pa je, kaj je ona, ki mene ponovadi pokliče, pa jih ne vidim več. On je zdaj super, 2 tedna potem, ko si ti z njemu pogovarjal, mu je izginila bolečina, nima več sploh bolečine, in danes predava v svojemu lifeu tam mali. In na koncu pač jaz gledam, mene zanima učinkovito, zakaj to treba delam z najstniki, ki je 90% verjetnost, da bodo aplicirali stvar, ki jim poveš. Je pa tudi velika odgovornost. Ne? Je, velika odgovornost, jaz se zavedam, mene so že sprašvali tudi starši, če danes lahko vsak dela z najstniki, sem rekel, lahko proba, takih rezultatov ne vem, če ima lahko vsak. Pač jaz se zavedam, da vsak moment, ko nekaj rečem, lahko pač me vržejo ven. Same ne. Mislim, ne vršiti ven, ampak če se pogovarjamo... Če smem jaz, v bistvu ti govoriš o preprostem receptu, ki bi ga lahko starši upoštevali tudi doma, ker če bi tak odnos imeli doma, kot ga imaš ti, se pravi spoštljiv, res iskren in pozitiven, če bi ves čas, se pravi viselo, sreča in ljubezen v zraku, potem bi bila družba verjetno čisto drugačna. Da, če bi se ti 10krat na dan ustavil, pa bi se vprašal, jaz sem zdaj zadnjo uro operiral, kakor srečen pa ljubeč človek. Nisem, cool. Se rabim komu upravičiti, sem kje polil Coca-Colo, pa jo rabim pobrisati, sem koga prizadev. Pa bi šel, pa to naredil, pa bi se vprašal, naslednjo uro, kaj bi naredil srečen in ljubeč človek, če ima to nalogo pred sabo. Kaj bi zdaj naredil srečen pa ljubeč Jernej, če prije tle na podcast, hoče izpade dober pred Zvezdano, da mogoče en dan bo v RTV oddaji pri njej, ali pa pred Majem, da bo fin, pa tle pred Jakatom, ki ga ne poznam, pa da bom dobro izpadel zdaj na YouTube, pa bodo ljudje rekli, lej ga njega, on je fin, ne vem kaj. Meni je vseeno za to, pač, jaz mislim, da če si, tudi kar rečeš, jaz sem, kar sem, kdo pa si? Ja, če ti en dan pride misel, jaz bi se ubil, pol si zdaj samomorilec. Če pa pride misel, jaz imam rad Zvezdano, zdaj si pa zaljubljen v Zvezdano. Ne.
Na koncu si vedno tu, kar pade iz tvojih ust. Ne. Če jaz rečem, sem odgovoren in delam akcijo v skladu s tem, pa sem odgovoren. Ne. Pomembno je pa to, da sledi akcija, ni dovolj, da si sam rečeš, ne. Ampak zaradi tega pač je tako, si prej rekla, ne, da si mož svoje besede. Ne. Tega je, kaj pa se ti zdi, da kako bi ti opisal danes mlade, ker namreč zelo se hude kritike letijo ravno na to, da so sam fokusirani na igrice, pa na površino in tako naprej. Namreč računalniške igrice oziroma računalniki in vse to je že tukaj. Ne? Temu se ne moramo več izogniti. Meni se zdi toliko brez veze to ves čas kritizirati, ker je važna vsebina. Ne? Mislim, in ves čas valiti krivdo na to, kakšni so mladi. Meni se to zdi res mladi so drugače. Lahko jaz za sekundo rečem. Ja, kakšni se zdijo mladi danes? Meni se zdijo mladi izjemni zdaj. Meni se zdijo izjemni. Vsi po vrsti, valjda so vedno ob tisti, ki so ob robu, ampak zdaj jih vidim, kako v bistvu tudi se učijo živeti z vsemi temi informacijami, ki jih imajo. Mi ne razmišljamo o tem, ok, kaj oni, se pravi, sam gledajo cak in postajo. Ne, oni imajo poleg neumnih informacij še toliko enih informacij. Zadnjič sem se pogovarjal z enim gospodom, star 78 let. Je rekel, saj ne moreš pričakovati nič drugega, če so pri 12 toliko stvari vejo, ki jih mi nismo pri 28. Ne? In glede na to, kaj se dogaja, se meni zdi, jaz sem nekaj časa mislil, da bojo šli v cvet, ne? Ampak meni se zdijo izjemni mali. Kako pa ti gledaš? Jaz prva stvar, ki bi rekel, je najlažje kriviti druge. Težko je prevzeti odgovornost in mladi so ogledalo družbe. In če bi le moja generacija, pa 10 let starejši, v glavni meri odgovorni za to, da so mladi danes taki. Zakaj? Lažje ti je, da tam imamo ekran, ki se z njemu pogovarjati, ko je večer, ali pa ga pusti, da mu je dolgčas. Skusi iščeš nek impuls, noče se ukvarjati z otrokom, imaš ga, zato ker ga imaš kao, da je prav, dolgčas ti je bilo v vezi, si se zaročil, potem je bilo malo dolgčas, si se poročil, potem je bilo še malo dolgčas, si naredil otroka in zdaj ti je dolgčas, ni več, si se ločil. V Sloveniji je rating 50%, ločljivosti. Vsak par se loči, ja. Ja, če ni celo višji, ampak ja, je zelo... Vsak par se loči in od tega vsak tretji zaradi varanja in laganja. Viš kaj meni najhuj, ko dajo otrokom, zato da se ne jokajo, jim dajo ekrane pred face. Niti Ferberajzer. Ampak če se to dogaja v veliki meri in si to ti pravim, to je... Pa logično, da imamo take mlade. Pol jih je pa najlažje kritizirati. Jaz sem jih pokvaril, zdaj jih bom pa še kritiziral. Jaz sem, ko sem delal v restauracijah, meni šel na bruhanje, ko so prišli starši z vozičkom in so dali otroku, da sta dva lahko v miru jedla. Jaz bi pa nekaj drugega rekla, ker sem bila zdaj v Grčiji in na morju, sem gledala, naprimer, ker imaš starše, peščena plaža, ne? In so jim, več ali manj so se vsi po vrsti obuvali še v neke posebne čevlčke za v morje iti, pa peščena plaža, ki te nima kaj pikati, kaj šele. To, pa najbolj me je pa presenetilo to, da so, naprimer, v Grčiji se ful dobro je, starši jedli res dobro, so pa jedli samo neke pohane stvari, pa neke mehurčkaste pijače, in so seveda Grki jasno, da pogruntali, ne, zahodno civilizacijo, ki mulci radi jejo, in oni so jedli junk, ta stari so jedli zdravo, in hočem reči, ta neka totalna toleranca do teh, in tudi, ko so šli, samo to še povem. Ko smo bliže smrti, bomo jedli dober, oni, ko bomo pa še cel life pred sabo, bo jedli pa shit. Pa še nekaj sem opazila, ko so šli s plaže, ne, ali je vlekel koval foter, ali pa največkrat pa mati, foter je šel pa nekaj malega nesel, mulci, tudi taki, ki bi lahko nesel s plaže, ni nosil pa nobeden. Namreč, zdaj pa kako to komentiraš? Jaz bi rekel, da je neodgovornosti je tle velik, ne. Začne se že pri majhnih, 10 000krat hitreje si odvisen od sladkorja kot od heroina, ne. Pa tam malim daješ 10 kg težek, mu daš cel kinder jajček pojesti, veš kaj je to za njega, ne. Pa se čutiš, da se navlečejo na to. Ja, če otroci to rabijo. Kdo je pa rekel, da rabijo? Ja, ti, ne? Ja. A je otrok se rodil pa rekel, jaz bi jedel kinder jajček, si že kdaj kdo imel koga tazga. 3 leta star otrok ni videl Milke, se dere po trgovini, jaz bi Milko. Pač ja, on bi vzel, kar mu je zanimivo, fleši za oči. Ampak je ta neodgovornost strani odraslih, da otroci to rabijo, veliko so tle dedki, babice tudi, ne. Pradedki, prababice, ki so živeli v pomanjkanju in pol ta vpliv dol pride in pol gre sam naprej.
Oni rabijo tu, rabijo Rabijo čeveljčke za v morje iti, lepo te prosim. Treba jih je zaščititi, da se ne bo kdo ki naredil, poškodoval in tako naprej. In s tem jih ščitiš od lajfa in ki jih ščitiš od lajfa, life pa ne zanima, če gledaš, ne? Ali pa rečeš temu, unike verjame v Boga. Bog ali pa življenje, ne zanima, kako se ti počutiš, si ti imel kakšno izkušnjo ali ne. Ko padeš, ne? Ko prideš enkrat tam, da se rabiš osamosvojiti ali pa svoj biznis štartaš, veš, kako je v šoli te to naučijo, da boš mogoče delal 3 jobe, zato da boš svoje sanje en dan mogoče uresničil. Ne učijo te tega v šoli. Ja. Ampak mi smo zdaj pri koncu. A res? Ja, Oh, tale je odletel, Vidno se še tale urca je pogovarjala. odletela min. Ja. Ampak jaz bom Ko itak šel, delavnica isto. jaz bom šel z Jernejem itak na kakšno delavnico zdaj, pa bomo pa še kakšen Lahko poveš, kje te lahko kontaktirajo? Glavno ti že dobro sodeluješ s šolami, ne? Ja, in hočemo povečati. Nam je cilj na koncu, da bi ta delavnica v taki drugačni obliki prišla v redni del kurikuluma, ker tudi izvajamo program za live, ki se začne s to delavnico, pa še enkrat na mesec po 45 minut To bi bilo pridemo v super, razred. ja. Delamo tle na Trgovski, pa na Ekonomski v Novem mestu. Drugače pa za live.eu, za life.eu je spletna stran, tam so pa vsi podatki. Drugače smo pa Jernej Picelj na Facebooku ali pa JP. Ja, dajmo za live podpreti na to, Instagramu. zaradi tega, ker mi bomo morali šolo, Pa šola ne se samo bo šola. morala spremeniti, ne? Sistem se bo moral spremeniti, to nam bo itak. Jaz sem zdaj nastopala enkrat na enem srečanju učiteljskem in vidim, da se trudijo in nas kličejo tudi, da drugačne poglede slišijo. In so tudi učitelji v stiski, ne, ker nimajo nobene avtoritete. V glavnem, cel sistem je v stiski in mora se nekaj spremeniti. Bodimo mi warriori, ali kako se temu reče. Mavrični bojevniki. Za boljši svet, za boljše življenje. Hvala, Jernej, za vse, kar Prosim. delaš, hvala, da si prišel, hvala, da se ukvarjaš z našo mladino, ki se nam ne da. Hvala, meni se da. Bomo še kakšnega naredili, pa ti ga pošljemo. Ja, Kot vedno, opis od Jerneja bo dol, vsi linki bojo dol. Hvala, ker gledate, hvala, ker followajte, se pravi sledite, hvala, ker všečkate. In dajte še koga povabiti, da nas gleda. No? Ja, Prosim, dajte, no. malo premalo smo slavni. definitivno. Hajde, hvala, čau. Takih iskrenih je premalo.